Spoštovane Kamničanke in Kamničani, spoštovane gostje in gosti, dobrodošli v Kamniku, Maistrovem mestu. Iskreno vesel, da lahko skupaj praznujemo današnji dan Rudolfa Maistra, ki se je v Kamniku rodil in v naši domovini pustil izjemen pečat. Borbenost in pogum, ki je zaznamoval generalov boj na območju Štajerske in Koroške, sta ohranila slovensko besedo in meje naše države, ki bi bila lahko tudi veliko manjša, oziroma jo brez Maistrovih dejanj, ker bi bila manjša, morda celo ne bi bilo. Če skupaj soborci ne bi verjel v zmago in v to, da je še tako nedosegljiv cilj možno udejanjiti z drznostjo, odločnostjo in jasno vizijo. V duhu ohranjanja njegovih zaslug v Kamniku poleg društva General Maister Kamnik pomembno sporočilnost na številne mlajše generacije prenaša tudi naš medobčinski muzej Kamnik, ki je v lanskem letu skupaj s 15 slovenskimi muzeji, arhivi, knjižnicami ter ob izrednem deležu družine Maister pripravil spletno predstavitev Rudolfa Maistra z nazivom Spletna Maistrova pot. Letošnje leto pa je nadgradil virtualno pot še z geolovi, aktivnostmi z iskanjem zakladov, s katerimi lahko izvemo marsikaj novega o generalu in pesniku. Rudolf Maister je v Kamniku prisoten na mnogo korakih in po teh in prav je, da tudi mlade ozaveščamo o pomembnosti njegovih dejanj. A ne le vojaških, tudi umetniških in kulturnih delovanj, tudi na umetniškem in kulturnem delovanju. Kajti prav kultura je tista, ki je slovenski narod povezovala in ga povezuje še danes. Tako kot je bil ponosen Maister, smo Kamničanke in Kamničani ponosni na kamniške kulturne ustvarjalce. Kamniška kultura je izjemna, poleg številnih lokalnih društev in drugih aktivnih posameznikov ter samostojnih kulturnih ustvarjalcev so
Vsekakor najpomembnejši gradniki razvoja kulture na Kamniškem, Javni zavod za kulturo Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Medobčinski muzej Kamnik. Prav vsem bi se rad na tem mestu iskreno zahvalil, da vam je mar, da ustvarjate in razvijate tisto, kar je odraz našega naroda in je pomemben vidik naše identitete. Tudi v nadaljevanju slovesnosti bomo prisluhnili kamniški kulturi, zato si ne le ob tej priložnosti, temveč tudi vsakodnevno vzemimo čas za to, da jim s svojim obiskom pokažemo spoštovanje do njihovega ustvarjanja in vsakodnevnega truda. Tako kot je generalmajster v Kamniku pustil pečat, tega ustvarjajo v naši lokalni skupnosti tudi kamniški kulturniki. Srečno majster in srečno Kamnik, majstrovo mesto. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Predstavila bi vam delovanje rojstne hiše Rudolfa Maistra kot muzeja in že skoraj njeno 10-letno delovanje. Kot je bilo omenjeno, je rojstna se je na Šutni številka 16 rodil 29. marca 1874 Rudolf Maister. Maisterova družina je imela tako kot številne druge uradniške družine stanovanje v Svetičevi hiši v najemu, kajti družina očeta Franca Maistra, sicer zaposlenega v finančni straži, se je zaradi očetove službe veliko selila. Tako je tudi v Kamniku ostala le nekaj let. Lastniki so hišo leta 1902 prodali na dražbi, ker jo je kupil kamniški dekan Janez Oblak. In vse to je leta 1920 prišlo v last župnijskega urada Kamnik. Po drugi svetovni vojni je bilo nacionalizirano in v 90-ih letih vrnjeno lastniku. Hišo so prvič obnovili leta 1938, ko so na njej odkrili spominsko ploščo generalu Maistru. Pobude za prenovo so se spet pojavile pred letom 1990, ko je bila hiša še v občinski lasti in načrti so se nadaljevali tudi potem, ko je bila hiša vrnjena župnijskemu uradu Kamnik. V letih 2002-2004 so hišo statično prenovili, ji zamenjali ostrešje, obnovili fasado. Leta 2012 pa je bil sklenjen dogovor med občino Kamnik in župnijskim uradom Kamnik o sorazmerju lastništva in občina Kamnik je postala lastnica dela Pritličja. S tem se je začela uresničevati dolgoletna želja po ureditvi Maistrovega spominskega muzeja. Z obnovitvenimi deli se je začelo konec leta 2012, torej je zdaj že skoraj 10 let, in slovesno je bil ta prvi del odprt prav na dan Rudolfa Maistra, se pravi 23. novembra 2014. leta. Leta 2017 je občina Kamnik odkupila še preostali del Pritličja, kjer so se obnovile glavna veža s poslikavami iz konca 19. stoletja, razstavišče za občasne razstave in pedagoška soba za mlade obiskovalce. Nosilec in financer obnove, ureditve prostorov in tudi muzejske postavitve je bila občina Kamnik. In slavnostno je bil tudi ta drugi del odprt ob občinskem prazniku, to je 28. marca 2018. leta. Rojstno hišo Rudolfa Maistra je dobil v upravljanje od vsega začetka Medobčinski muzej Kamnik kot svojo dislocirano enoto. Vzporedno z obnovo prostorov se je pripravljala tudi vsebinska zasnova Maistrove rojstne hiše. Na podlagi zbranega gradiva, ki ga hranijo muzeji, arhivi in tudi izredno bogatega arhiva družine Maister, sta nastala stalna razstava in vodnik z naslovom Rudolf Maister, general, kulturnik, pesnik in bibliofil. V teh skoraj 10 letih delovanja je rojstna hiša Rudolfa Maistra pridobila prepoznavnost tako v lokalnem kot tudi v državnem merilu, kot ustanova, ki vse skozi skrbi za Maistrovo dediščino in jo predstavlja na različne načine, tako z razstavami, Maistrovimi večeri, teh je bilo v teh
10 letih kar 55 z aktualnimi temami, novostmi, z organizacijo simpozijev, ekskurzij, otroških delavnic, tudi z vseslovenskimi skupnimi projekti. V teh 10 letih je bilo za obiskovalce postavljenih 12 občasnih razstav in vedno smo sledili aktualnim obletnicam, tako recimo leta 2014 ob začetku Prve svetovne vojne, razstava Obrazi vojnega vsakdana, kako so Kamničani doživljali v zaledju front začetek vojne, leta 2015 Mož besede in duha, Maister kot pesnik in umetnik, leta 2016 je Alenka Ljuva napisala slikanico o Rudolfu Brezbrkov, torej slikanico o Maisterjevih otroških letih. Leta 2017 ob 100-letnici Majniške deklaracije je bila razstava Majniška deklaracija skupaj z Univerzitetno knjižnico Maribor. Leta 2018 smo se seveda spomnili konca Prve svetovne vojne in je nastala razstava in vodnik Oj ta sovdaški boben. 2019 seveda 100-letnico bojev za severno mejo, Naši mejniki, boj za severno mejo in Maisterjevi borci s kamniško-domžalskega območja. Leta 2019 je bila tudi gostujoča razstava o Franju Malgaju, Maisterjevem najtesnejšem sodelavcu iz Muzeja novejše zgodovine Celje. 2020 smo se spomnili 100-letnice koroškega plebiscita in tako je nastala razstava Tam pri Celovcu, koroški plebiscit v glasbi in literaturi. In tedaj je bila prvič v Sloveniji predstavljena enodejanka plebiscit dr. Izidorja Cankarja, ki so jo v predplebiscitnem času 8. septembra 1920 prvič in zadnjič igrali v Logi vasi ob Vrbskem jezeru. 2022 imamo gostujoči razstavi Koroška nedeljena dežela 100 let po plebiscitu, ki kaže, kako živi slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem danes in pa pokrajina in identiteta, zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina, ki so jo na terenu zbirali sodelavci Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca. Kot je bilo pa že omenjeno, je v letu 2021 res s skupnimi močmi uspel vseslovenski projekt Maisterjeva spletna pot. Pod vodstvom Medobčinskega muzeja Kamnik in Rojstne hiše Rudolfa Maistra je sodelovalo res 15 slovenskih muzejev, knjižnic in arhivov, skupaj zopet s pomembnim deležem družine Maister. Glavni namen Maisterjeve spletne poti je, da povežemo kraje, v katerih je Maister živel in deloval, in pa ustanove, ki hranijo kakršnokoli gradivo ali pa spomin o Maisterju. Tako je na enem mestu zbrano gradivo, ki ga hranijo vse slovenske ustanove in je seveda dostopno prosto kadarkoli in odkodarkoli. Ravno danes pa smo dopoldne predstavili novo dodatno ponudbo, tematski geolov z naslovom Maister na poti, ki je tudi nadaljevanje te spletne strani in je tudi nastal v sodelovanju s številnimi slovenskimi muzeji, knjižnicami, tudi društvi in pa slovenskim geocaching klubom. Maister na poti je tematsko zamišljen kot aktivnost za iskanjem zakladov, ki so postavljeni po različnih poteh Maisterjevega zemljevida. In na teh 15 zakladih o Maisterju boste lahko odkrivali tako na prostem v muzejih, knjižnicah, kot tudi še marsikje drugje zaklade, ob tem spoznavali Maisterjevo življenje in vlogo ob koncu Prve svetovne vojne, pri tem zbirali žige in opravljali in dobili določene nagrade. Glavni namen vseh teh najnovejših projektov je seveda ta, da skrbimo in predstavljamo Maisterjevo dediščino in seveda, da na ta način tudi dobimo naše nove obiskovalce, tako družine, dijake, torej mladino in na ta način tudi skrbimo za to naše poslanstvo.
Vseskozi smo dobro sodelovali z Društvom Generalmajster, Zvezo društev Generalmajster, Družino Majster oziroma z vnukom Borutom Majstrom, seveda občino Kamnik, brez katere obnovljene rojstne hiše ne bi bilo, kakor tudi ne njenega rednega delovanja, pa tudi Ministrstvo za kulturo, ki nam zadnje čase sofinancira večje projekte. Še naprej želimo, da rojstna hiša Rudolfa Maistra, da je to muzejska hiša, ki je živa in z zanimivim programom vedno znova vabi obiskovalce različnih starosti in zanimanj. Načrtov za naprej je še veliko. Tako je pred nami v letu 2024 150-letnica rojstva Rudolfa Maistra, za kar pa menimo, da moramo vsi skupaj doseči, da vlada razglasi to leto kar za Maistrovo leto, kjer bi številnimi prireditvami in projekti na Slovenskem obeležili Maistrovo življenje in delo, kar si nedvomno zasluži. Hvala lepa. Možje iz Celovca mi pišejo, gospodje, da imajo seštete vse naše glasove in vse vindišarje do zadnjega in jih ni prav nič strah. Naj se vsi čuši razcepijo na 2 kosa in naj gredo volit, še jih bo premalo. Kaj menite, da zna Fajmošter res čudeže delati in panati tudi tale sveti ogenj, ki gori v nemških prsih? Ti, Vajhar, tega ognja ne bo nihče pogasil. To boš sam videl po jutrišnjem. Saj jaz tudi ne mislim, da bi znal Fajmošter ogenj panati. Bojim se pa le, da nas bo premalo. Premalo nas bo, vam pravim. Tak ne bodi vendar tako mevžast. Konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ker vince peljajo, kjer močno sladko. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje življenji, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Ne bi vedno o tem govoril, kakor govori Čuši. Tako napraviva, 1000 kron dobiš, glasuješ z nami, pa je. Ali nemških? O ne, jugoslovanskih. In prijateljem poveš, kako je, da ne moreš. Bog se usmili, za 1000 kron, da bi dušo prodajal. Kakšno dušo? Pameten si postal, Peter, pameten. To je vse. Če je tako, gospod Majnik, tedaj mi boste dali 2500 kron in niti krajcarja manj. 1, 2, 3. Iskrena hvala vam, spoštovane gostje, spoštovani gosti, da smo lahko skupaj počastili današnji državni praznik, Dan Rudolfa Maistra. Dekleta na mizo vina, izpili ga bomo bokal ali 2. Na čast gospoda Martina, da drugo leto še boljšega da, da drugo leto še boljšega. Boljšega.